Živel je legendarni konj Horacio, ki je imel polno srce. Horacio je imel smrtonosni virus. Starši so ga peljali na pregled, a nihče ni našel načina, da bi ga lahko ozdravil. Po 10 tednih je konjiček nenadoma začel spuščati vetrove. Bili so tako smrdljivi, da se je virus začel zmanjšati. Po nekaj tednih je hudobni virus izginil. To in še mnogo drugih zgodb v knjigi V zelo, zelo temnem gozdu. Več o tem dobite v knjigi V zelo, zelo temnem gozdu. Na robu male vasi stoji most. Most, ki povezuje dve hiši. Eno polno veselja in drugo polno skrivnosti. V eni hiši vse diši po dobrotah in pripravah na praznovanje. A na drugi strani mosta je kraj, kjer pomagajo tistim, ki so v stiski. Nekateri se ti odpravijo, ko so bolni. Most, ki povezuje obe hiši, skriva zgodbo. Kaj se zgodi, ko gre nekdo čez? Dobro jutro. Čau, mama. Koliko sem spal? 10 ur. Kako se počutiš? Se počutim bolje. Ne boli več tako treba. Sem se prav za dobro odpočil zdaj. Včeraj zvečer sem si izmislil ene zgodbe. Ene zgodbe? Ja, ene zgodbe. Ena zgodba se kliče, sem se izmislil, najprav lepa, se kliče Konj Horacio. Je plav konj, vsi ga občudujejo in je zelo prijazen, samo skriva en svoj problem. No, kot en virus, ki mu je napadel srce. Se počuti zaradi tega slabo. Horacio je počasi ozdravljal, saj se mu je vedno ta... Ja. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Imam neke novice. In te novice so, da izvid krvi je šel izredno lepo in vaš sin se lahko vrne domov v kratkem. Kako lepo. Nice. Kakšna dobra novica. Dobar dan. Bral sem si to knjigo. V zelo, zelo temnem gozdu. To ni ena vsakdanja knjiga. So zgodbe, ki so mali otroci pripovedovali v bolnici. Vam želim dobro branje.